Tudi danes vas seveda pozdravim iz naše rubrike Dobra karma. In ker smo mi glasbena oddaja, sem se odločila, da poiščem tiste zdravilne učinke glasbe. Namreč tako jaz kot tudi vi verjamem, da zelo radi prisluhnemo lepim slovenskim skladbam, no zagotovo pa to zelo pozitivno vpliva na nas. Pa poglejmo kako. Glasba ima pomemben, povsem merljiv vpliv na naše telo, psihično stanje in možgane. Lahko nas pomiri, spravi v akcijo, nam pomaga fizično okrevati, nas spravi ob živce in v nelagodje ter v različna možganska stanja. Nežna glasba vpliva na srce in srčni utrip tako, da upočasni bitje srca in vzpostavi reden ritem. Pri preizkusih na posameznikih se je najbolje izkazala glasba, ki je bila igrana na klavir. 5 minut izpostavljenosti melodijam klavirja zmanjša možnost srčnega napada in pa tudi uspešno izloča iz telesa kortizol, hormon, ki ustvarja stres. Glasba lahko vpliva tudi na inteligenco in vedenje otrok. Že v maternici pomaga pri razvoju možganov, zato se bodoči mamici svetuje poslušanje predvsem klasične glasbe. Glasba, ne boste verjeli, pa izboljšuje tudi delovanje imunskega sistema. Že 15-minutno poslušanje zborovske ali klasične glasbe pozitivno vpliva na notranje organe in delovanje žlez, s tem pa tudi enakomerno pretakanje telesnih tekočin. No, glasba spodbuja razvoj ljubezenskega hormona dopamina in protiteles, ki se bojujejo proti boleznim. Veliko glasbe moramo poslušati, slišite, a ne? In telo si različno glasbo tudi zapomni in jo ob rednem poslušanju prepozna. Ta ga vedno znova postavi v isto stanje in sčasoma se hitreje odziva nanjo. Veliko pozitivnih učinkov glasbe, zato jaz ne bom več govorila, zdaj bomo samo še prisluhnili. Še zmeraj smo v rubriki Dobra karma in zagotovo še ni konec pozitivnih učinkov glasbe in še več jih je, kot jih bom jaz tukaj naštela, ampak le nekaj teh, da boste potem še lažje in da vam bo še bolj toplo pri srcu, ko boste poslušali popoldanski klepet in pa seveda vse naše skladbe in videospote. Vpliva tudi na spomin in učenje, torej glasba. Ob predelovanju dolgih zapletenih informacij pomaga nežna glasba v ozadju, ki podaljšuje koncentracijo. Po raziskavah pa sta se najbolje izkazala Mozart in Vivaldi. Baročna glasba spodbuja učenje tujih jezikov ali recitiranje poezije. Starejši ljudje lahko učinkovito vzdržujejo kondicijo možganov s hkratnim poslušanjem glasbe brez besedila in reševanjem križank. Zelo pameten nasvet. Glasba pa pomaga tudi pri okrevanju po možganski kapi. Ob tej je načeloma prizadeta leva polovica možganov, ki je povezana z jezikom in logiko. Glasba ne deluje intenzivno le na desno polovico možganov, ampak očitno tudi na levo. Združi ju na način, da začnemo besede v pesmi povezovati z govorom. Z začetnim brundanjem in mrmranjem lahko počasi pridemo nazaj na izgovorjavo besed. Glasba uspešno zmanjšuje tudi moč in dolžino bolečine pri kroničnih glavobolih. V državah zahodne Evrope uporabljajo glasbo kot blažilo fizične bolečine. Z njeno pomočjo naj bi bili porodi lažji, zato zdravniki zmanjšujejo odmerek anestetikov. Pozitivno pa se je izkazala tudi pri bolečinah po operativnih posegih. Zato naj bo čim več glasbe v vaših življenjih, tudi z našo pomočjo.